42 leta, tudi dobrih pol leta, tako rekoč po začetku druge svetovne vojne se je to zgodilo. Ta Cankarjev bataljon, kateri je že bil, vojaški vrh, ki to upravljal, pa to so eni luli buci, ki niso vedeli pojma, kako se vojskuje. Nekaj so se kurčili, ne, s tistimi flintami, pištoljcami, puškami, neke petarde so imeli, ali ko so že neke bombice, in tam pa dozop oboroženi Nemci, ne. In s to svojo psiho so se seveda probali zoprstaviti in imeli neke uspehe, premagali. Ampak so bili strateško gledano pa butasti. Ne? Dan danes, če bi nek vojaški strokovnjak motril Dražgoško bitko, neopredeljeno, politično, ideološko, bi rekel, tetle so pa v temo brcali. Mislim, vsaka vojna predpostavi psihopatijo nasprotnika. Ne? Partizani se tega niso zavedali. Zdaj, če bi imeli časovni stroj, pa šli zdaj partizane malo preveriti, kako so razmišljali, ne? Oni niso šli v Dražgoško bitko z idejo, mi bomo zdaj tam potolkli tele Nemce, pa gremo pa gor v Jelovico, oni pa naj masakrirajo tisto vas boli nas kurac, ne? Ko jih jebe. Ne? Pa niso tako partizani razmišljali. Mogoče so tega scenarija bali, niso pa predpostavljali psihopatije okupatorja. Niso ga predpostavljali. Če bi nekdo s časovnim strojem se vrnil pa rekel, ne, čute, vi zdaj tole naredili, poslušajte, jaz prihajam iz prihodnosti. Ne. Kaj boš ti? Če bi verjeli temu, in da bi ta iz prihodnosti, iz današnjih časov, prišel njim povedati, pa rekel, če boste vi tole naredili, bodo 20 moških pobili v trenutku, ko se boste vi tam umaknili v Jelovcu. Nad Vaščani se bodo zgražali. Pa bi rekli vojaški vrh, tukaj pokvarjeni pa menda niso. Ne, da so toliko, še bolj so, ker so dokazali že oktobra 41 v Kragujevcu, so isto pizdarjo naredili. Zaradi nekih porazov so tam kar cele razrede gimnazijcev postrelili. In zdaj je zmotno. Kognitivni zdrs se naredi, disonanca, če se razmišlja v Kragujevcu, da so partizani zajebali, ne, ker niso predpostavili, da bodo Nemci pobili cele razrede gimnazijcev. To je kognitivni zdrs. Partizani tudi v Srbiji niso računali, da je psihopatija okupatorja, njihovih poveljnikov, Hitlerja, tako močna, da se bodo na tak način maščevali. In partizani v Dražgošah niso vedeli, da se bo to zgodilo. Vaščani so se pa upravičeno bali. To je res. Vsak bi se bal. Zdaj to, slučajno so na krilih svoje bojazni. Kaj bo pa zdaj z nami? Ne? So uganili, da se lahko pa Nemci maščujejo nad Vaščani. So uganili. Ne? In strateška napaka je bila partizanov, da to maščevanje niso vzeli v obzir. Strateška vojaška napaka je bila. In zdaj bi pa te levičari, SD, levica, ne vem, od Židana tam, ki je bil, jaz sem pisal v Dražgoški bitki 3 leta nazaj, ki je bil še Židan, ko še ni bilo Fajonke. Kučan, govorec, ne, zdaj. Dalo bi se omeniti, in tu bi bila pa desna stran pa nekako pomirjena. Da bi nekdo rekel, zdaj se je pa izkazalo, da je bila to strateška, vojaška, taktična, kakršnakoli napaka Cankarjevega bataljona. Ker se ni vedelo, da so okupatorji, nacisti, tako nori, tako psihopatski, tega se ni takrat predpostavljalo. In ker se je zgodil ta masakr Nemcev nad temi, ne samo 20, pa še nadaljnih 20, 41 žrtev na račun poraza v tej bitki. Pa obstaja tam Frankolovo, pa tam Orehovca, tam od mene, pod Trojanami. Kako so se te psihopati Nemci maščevali. In zaradi Dražgoške bitke in tega maščevanja se je potek vseh naslednjih bitk
dogajalo drugače. Partizani so vedeli za maščevanja Nemcev. In vse ostale bitke, po mojem videnju, tak bi bil logičen sklep, so bile drugače strateško koncipirane. Zaradi te napake partizanstva, torej bojevanja proti Nemcem, ker noben ni računal, da se bodo Nemci maščevali nad civilnim prebivalstvom. Če bi imeli Nürnberški proces, pa bi sprocesiral Dražgoško bitko, ne bi bili obsojeni partizani, ker so se nepremišljeno spravili v bitko z Nemci, ampak bi bili obsojeni in so bili obsojeni Nemci, okupatorji, ker so se znesli nad civilnim prebivalstvom, na kar partizani niso računali. Ni noben od partizanov rekel, naj jih pobijajo, mi bomo šli pa gor v Jelovcu. Noben ni računal, da se bo zgodil masakr. Bali so se, tvegali so, ker je to leta 1942. Pozneje ni bilo teh tveganj, ker je bila izkušnja Dražgoške bitke, ker se je vedelo za maščevanje. Nemec 10 civilistov. Ampak problem je psihopatija Nemcev, ne taktična napaka partizanov. In to bi lahko levica izpostavila na svojih proslavah. Kučan bi rekel, ja, partizanski vrh, če bi mi vedeli, ali pa če se bi takrat vedelo, kaj se bo zgodilo, partizani ne bi šli v tak tip boja proti okupatorju. Ampak vojna je težko misljiva stvar. Vojna je jeba, huda reč, podobna COVID krizi. Se vsi delamo nekaj pametne. Ampak v tistih vojnih časih, to je vse narobe. Srebrenica. A kdo zdaj muslimanom sodi, češ, 2 leti pred Srebrenico ste pa vi jebali Srbe po okoliških vaseh, jih šikanirali, ne vem, kaj je vse bilo. In je bilo nekaj takega, se pravi ta jugoslovanski nacionalizem. Ampak se je zgodila Srebrenica, so Srbi muslimane potamanili in se Srbom sodi. In ne sodi se muslimanom, ker so 2 let prej nekaj delali Srbom. Srbi so postrelili tiste uboge civilne žrtve. Nemci so postrelili daleč od doma, 1000 kilometrov stran od svojega doma, so enih Dražgošev, ene mladce, otroke, celo ženske, starce so postrelili. In ti Nemci niso mogli živeti s tem. Vam jaz povem, da niso mogli živeti, ker so izpolnjevali ukaze, vedeli so pa, kaj so naredili. Ampak zdaj se pravi, pritiskati na partizane, da so, ne vem, kakšno zlo so naredili Dražgošam. Izkazalo se je, da je bila to taktična napaka. Levica bi to lahko priznala, že zdavnaj bi priznala, če bi danes vedeli, to, kar vemo danes, bi nekdo s časovnim strojem šel v Cankarjev bataljon pa rekel, ne se to jed, ker bo 40 ljudi, 41 pomrlih na račun te bitke, ki so te vi umakli, 80 jih je bilo pa menda 81 deportiranih v taborišče. Ne pa obsojati desnica, ne obsojati zdaj partizane, češ to ste naredili. Levi, pristaši, tisti, ki spoštujemo partizanstvo, bi pa lahko rekli, Bob, taktična napaka je bila. Ustrajali so ga, ker niso bili izurjeni vojaki, to so imeli neki delavci, kmetje, neki brezposličari. Ne pa, da se išče zdaj dežurnega krivca za vsako ceno. Treba je vedeti, da gre za psihopatijo okupatorja. Ne iskati dežurnega krivca partizanih. Desničari, spoštovani. Pa to vam zdaj jaz govorim kot konzervativni levičar. Se mi dopade, da je bil utrip tak, da je levičarji so boleli. Dopade se mi. Ampak ne na točki Dražgoške bitke na tak način. Kaj ne še rečem? Mi smo mislili, da ne bo masakra. Ja, narobe ste mislili, spoštovani partizani Cankarjevega bataljona. Ali pa nekateri so mislili, je tole dobro, da to delamo, veš, kaj bo tam naredili. Mogoče pa ne bojo. Pa se pa skazali, da so. Nismo mogli vedeti, če bi vedeli, pa bi pa drugače. Ja, niso vedeli.
In zdaj se na teh proslavah ali pa na nek strokovni način, v neki pluralni debati, lahko Draževški bitki debatira na tak način, ne pa da je narod totalno zdaj sprt zaradi dogodkov 80 let nazaj. Mi pa tukaj sedaj živimo, imamo krizo, moramo se poenotiti brez prerekanj.